veliko sem razmišljala tudi pol o tem, koliko mora biti to težko, a ne, pač to, kar sem rekla, da imaš skozi enega zraven, kako bi jaz to preživela, ful sem se pol začela postavljati malo kakor empatično v to vlogo in nisem niti dolgo zdržala, da bi se v tej vlogi malo tako zadržala, a ne. In sem dobila ful enega spoštovanja do teh vseh ljudi, ki ali so že od rojstva ali pa pač se jim to zgodi. Občudovala sem jo. Pomoč potem. Ja, tako. Res eno občudovanje se mi je razvilo v bistvu do nje, kako ona tako suvereno fura life. Res tako, kakšna ženska je, kakšna postavljena ženska, suverena, samozavestna. Pred časom sem spoznala mlado, komaj 22-letno dekle, ki je že več let osebna asistentka gibalno oviranim. V pogovoru z njo so me res presunile njene izkušnje, njeno razmišljanje in pa besede, ki jih je izrekla. Nam je vsem normalno, da smo v navednicah normalni. Če bi samo en dan preživeli z drugačnimi od nas, bi videli, koliko nepomembnih težav imamo. Kaj nekoga napelje, da se odloči, da bo pomagal posameznikom, ki iz različnih razlogov potrebujejo pomoč pri najbolj vsakdanjih opravilih? Kako mi kot družba gledamo na hendikepirane in kako se s tem spopadajo družine? Moja današnja sogovornica je terapevtka, ki je bila tudi sama 1,5 leta osebna asistentka gibalno ovirani osebi. Z mano je Teja Muca. Teja, živjo. Živjo. Sem malo izbirala, bi rekla dobrodošla, ali kaj, pa me je mečka zmanjkala, ampak ful sem vesela, da si se odzvala povabilu. Ja, hvala enako. Jaz sem izjemno srečna in hvaležna, da sem lahko tukaj. Ok. Dajva pol kar začeti z vprašanjem, ki je vedno prvo na vrsti. Kdo je Teja? Teja je predvsem ženska, ki živi za ljubezen. Wow. Ja. Tako bi se vsak dan, vsak večer, vsako jutro definirala. Z vsemi ostalimi definicijami je pač tako, da nihajo, ampak ljubezen je pa nekaj, kar pač vodi moje življenje. Jaz vidim ljubezen itak do sebe, do moža, do družine, do prijateljev, do skupnosti in do kreacij. In do tega, da navdihujem, da pomagam, da včasih tudi lahko vodim in da predvsem sprejemam ljudi take, kot so in jim pomagam videti tisto najlepše, kar je v njih. Tako. To sem jaz. Sem čakala, če bo še kaj, če boš dodala v svojem delu še kaj. Okay. Zdaj, temo sem že najavila, ne? Pred časom sem brala en intervju v reviji Ona Plus. In sem si izpisala ene besede, ki jih je izrekla intervjujenka, pa jih bom kar prebrala, zato ker se mi zdi ena taka fina iztočnica za pogovor, ki nama sledi. Se pravi, rekla je: strpnost in razumevanje sočloveka so stvar primarne vzgoje. To je družine in njenih vrednot. Branka Perme, predsednica Zveze sožitja, je to rekla v reviji Ona Plus. In mene zanima, od kje tebi ta čut do sočloveka? Kaj te je napeljalo, da si se odločila, da se, ne vem, prijaviš, odločiš za delo osebne asistentke? Čist iskreno, takrat sem rabila denar. Ok, ja. Res iskreno. Res iskreno. Rabila sem denar in iskala sem, kako nekdo, ki še nima nobenega faksa in nobene pač neke hude izobrazbe, dobi delo, v katerem lahko tudi uživa in iz kjer se bom nekaj naučila pač o sebi. Jaz sem vedno iskala delo z ljudmi, pa vedno sem iskala nek challenge, torej izziv. In ta osebna asistenca se mi je tako pripeljala, ko sem gledala po tistem portalu za zaposlovanje.
In sem rekla, zakaj pa ne, nisem si niti slučajno predstavljala, kaj to pomeni, nisem niti raziskala, kaj to pomeni, sam začutila sem, tole zna biti zanimivo in sem se prijavila. In to je to. In pol sem bila poklicana na razgovor in... Koliko si bila stara takrat? Se pravi, 6 let nazaj. 21, 22, mlada. 21. Ja, tako. Ja, Ja. no, si še zmeri mlada, ne? Ampak Ja. ja. A si morala kakšne posebne pogoje izpolnjevati, si šla čez kakšen trening? Mislim, predstavljam si, da moraš imeti kar precej strpnosti in pa neke empatije, da lahko to delo upravljaš. Pri tem mojem primeru, jaz ne vem, kako je pri ostalih, tako da res samo o svoji izkušnji lahko govorim, ampak mene je poklicala ta ženska na razgovor, torej ta, za katero sem potem delala. Direktna prijava. Direkt, ja, tako direkt. In v bistvu je bil to na nek način prvi test, a ne, če se bova midve zaštekale kot pač osebe. Ja. In to je bilo zame itak odlično, ker jaz sem bila tako, jaz nič ne znam, nimam izkušenj, jaz si sam želim delati, pa želim si pač tega pristnega človeškega stika in to je to. In imela sem izjemno srečo, ker sem naletela na žensko, ki je bila, je psihoterapevtka. Wow. Torej, psihoterapevtka gibalno ovirana, ampak pač to je bila ženska, ki je potem postala moja zelo dobra prijateljica, mentorca bi lahko celo rekla v tem času. In ja, prav, da bi bilo še neko testiranje, se zdaj sploh ne morem spomniti, mogoče neka taka varnost pri delu varianta, da smo se udeležili nekega izobraževanja tako, ampak tam, čisto iskreno, se jaz nisem nič novega naučila. Bolj mi je bilo to, kar me je potem ona sama v bistvu učila sproti. Če vprašam, gibalno ovirano pomeni kaj? Konkretno v tej situaciji? Ona v bistvu je imela tako, da rok ni mogla zares uporabljati, lahko se je premikala, torej lahko je hodila, ampak kolen ni mogla upogibati, tako da je imela svojo specifično hojo. Večino časa, ko sva se okrog premikale, je imela ta voziček, skuterček. Ja, tako. Pač roke je lahko uporabljala tako po svoje, no? Ampak ni pa mogla v bistvu nobene osebne higiene zares ali pa ja. Kakšna vloga pa je bila v bistvu, kako je recimo izgledal nek tvoj tipičen dan, ki si ga preživela z njo? Odvisno, kdaj sem delala. V bistvu bil je 8-urni delavnik, ne, in jaz sem imela ali jutranjo ali popoldansko. In v bistvu jutranja je bila tako, da sem ob 7 zjutraj bila tam. To je bil zame najtežji del. A res? Ja. To smo imeli pa tudi ful pogovorov o tem, ker je ona bila tako, ja, veš, da se čuti ta energija, ne, zjutraj od mene, ker pač jaz vem, da se mi na obrazu vidi, da pač res nisem jutranji človek. Ne živiš. Ne, sem se kar še prebujala po moje 2 uri tam, ampak zelo je bila strpna z mano, no, to moram reči. V glavnem, da grem nazaj k dnevu. Prišla sem, sva se, v bistvu ona se je takrat zbudila, potem sva šle v kopalnico, zrihtati vse stvari, se obleči in potem je bil čas ali za sprehod, je imela tazga fuluškanga kuška, ki sva ga skozi pol sprehajali skupaj, pa 2 mucki in ful je bilo s temi živali enega časa preživetega in pozornosti. Pa pol je imela pač ona seveda ali dopoldne terapije ali pa potem v popoldanskem času terapije. Takrat sem jaz v bistvu samo pač čakala. Ja, kot spremljevalka. Ja, nisem bila zraven pri terapijah, ampak sem v bistvu v drugi sobi počakala. Pač kadarkoli je mogla iti na WC, sva šli na WC, hrano sem pripravila, se pravi zjutraj zajtrk, pol kosilo in večerjo. Ja, pa zvečer smo šli pol kdaj ven, torej na koncerte, na predstave, na žurke. Jaz sem imela res srečo, kakšno osebo sem dobila, tako, jaz tega sploh nisem pričakovala. Da mi povej, kaj več v vajnem odnosu. Mislim, tako, že, ko sva se prvič videle, jaz sem sicer čutila, da je pač ta distanca in neka zadržanost, ampak
se mi je to zdelo popolnoma normalno, ker če ti kot človek zamenjaš toliko enih ljudi, ki so s tabo 8 ur na dan, tega si jaz sploh nisem mogla predstavljati. To sem tudi njej večkrat rekla, da vsaka čas, da v bistvu prenaša skozi enega zraven sebe. In to mi je bilo tako, res moš meje postavljati, a ne konstantno. In takoj se je razvil mal tak, humor smo imeli podoben, itak te terapevtske stvari smo se takoj začeli pogovarjati, ful takoj neka globina, iz kje ona izhaja, iz kje jaz izhajam, o družini, vse v glavnem. Tako prijateljstvo se je počasi razvijalo, ampak tako zelo kvalitetno in res, ne vem, ne bi si mogla boljš predstavljati. No. Če pogledaš zdaj nazaj, kaj ti je ta izkušnja dala tebi? Česa si se osebno naučila ali pa ne vem, v odnosu z njo, no? Karkoli? Ogromno. Ugotovila sem, da imam ogromno predsodkov. Tako. Okay. Jaz sem mislila, da sem jaz ful odprta, pa da je meni vse cool, pa da sem tako res, ne vem, super. Ampak, ko sem se dejansko srečala z vsemi temi stvarmi, ki pridejo zraven, sem jaz začela ful enih občutkov čutiti, ki jih prej nikoli nisem zares zavestno videla, ne? Da dejansko me je strah, da ne vem, kako pristopati, da sem ful bila živčna, a zdaj jaz prav delam, a sem se jo na ta prav način dotaknila, a je to bilo preveč, a je bilo premalo, a bi mogla več dati, ali preveč se utikam v prostor. Veliko sem razmišljala tudi pol o tem, koliko mora biti to težko, a ne, pač to, kar sem rekla, da moraš skozi enega zraven, kako bi jaz to preživela, ful sem se pol začela postavljati malo kakor empatično v to vlogo in nisem niti dolgo zdržala, da bi se v tej vlogi malo tako zadržala, a ne. In sem dobila ful enega spoštovanja do teh vseh ljudi, ki ali so že od rojstva, ali pa pač se jim to zgodi. Občudovala sem jo. Pomoč potem. Ja, tako. Res eno občudovanje se mi je razvilo v bistvu do nje, kako ona tako suvereno fura life. Res tako, kakšna ženska je, kakšna postavljena ženska, suverena, samozavestna, tako točno ve, kaj hoče. Ful mi je pomagal, ker je bila ona tako odločna, da se jaz nisem dolg časa počutila v neki negotovosti v situacijah. Tako da, ne vem, za mojo izkušnjo res mentorca življenjska. Tako. Omenila si Teja, poleg strahu tudi predsodke, da nisi vedela, da obstajajo. Ja. V kakšen kontekst bi jih lahko postavili? Je tako, veš, da v bistvu začutiš te neke, da se ti nekdo smil, ali pa da kako mora biti to, da se tako, da si malo pokroviteljski pravzaprav, pa nočeš biti, sam kar pride. Sploh ne znam razložiti. Meni se to prej ni dogajalo, ker nisem bila v stiku nikoli z gibalno ovirano osebo in pa sem videla, Teja, dej, ustav se, a ne, pač to je tudi človek, a ne. Ker sem videla, da mi možgani oziroma, ne vem, ego ali karkoli, da me skozi vleče malo, to zdaj jaz njej pomagam, zdaj jaz skrbim za njo in s tem sem se ful borila, ker sem vedela, da to ni prav, ampak čutila pa sem, a ne. Tako da je bil proces, pač, ja. Skušam si predstavljati en tak dan ali v tvoji vlogi ali pa v vlogi drugega. In jaz mislim, da bi imela več težav s tem, da moram prositi za pomoč, kot s tem, da bi nekomu pomagala. Ko si rekla, da si razmišljala o tem, ne? Kjer part je bil pol tebi težji? Dobro vprašanje. Mislim, mogoče, da sem premalkrat preverila, če sem bila kje negotova, bi lahko večkrat v bistvu jaz njej rekla, tega pa mogoče ne razumem čista, mi lahko še enkrat. Sem se kar tako trudila, da bom iz prve pač bila popolna, a ne, mogoče tudi ta nek perfekcionističen nagon. In se mi zdi, da ona
mislim, to zdaj predvidevam, ampak da bi bilo tudi njej ful lažje, če bi jaz pač bila mečkam bolj iskrena tudi s tem, kaj jaz čutim, pa koliko sem negotova, pa koliko se lovim v bistvu, koliko se sprašujem stvari. Tako da, ja, verjetno je bilo meni težje prositi za pomoč v tem smislu. Ampak ni to zanimivo, tako, kako dejansko se s temi občutki, strahovi in negotovostmi nikoli ne obrnemo v nekem odnosu na dotično osebo, ampak jih kar sami hočemo nekam popredalčkati in razrešiti. Ne? In v bistvu prekrajšamo, se mi zdi, obe osebi v tem odnosu za neko izkušnjo ali pa za, v bistvu pravzaprav za povezovanje, spoznavanje tistega človeka na drugi strani. Ne? Kako pa si potem ti postavlja mejo v smislu, da še vedno dovoliš, oziroma da ta prijateljica oziroma varovanka, za katero si skrbela, ne, oziroma je pomagala, je še vedno ohranjala neko samostojnost, ali ti je ona postavila mejo, rekla, le, jaz to zmorem. Ne? A veš, kako si se našla pol tukaj? Ona je bila zelo jasna. Top. Zelo jasna. Res, tako, mene je ta njena jasnost toliko naučila, ker jaz sem bila pač takrat stara 21, sem bila še totalno tako razpuščena, kaotična v tem smislu, da jaz svojih mej nisem znala zares dobro postavljati. In ko sem njo videla, kako je ona tako, ne, tle pa zdaj rabam mir, ali pa tle pa to bom pa sama, to mi pa sam tako dej, ne rabiš tega narediti, ali pa to bi mogla pa boljš narediti. Nisem bila zares še v stiku sploh ali pa v taki poziciji, da bi se nekdo na ta način sploh z mano pogovarjal. Ne? In po mojem je bilo to en glavnih stvari, ki je tudi meni pomagal pol pri sebi. A ja, sej lahko rečeš, če ti nekaj ni, sej lahko rečeš ne, sej lahko rečeš dovolj, sej lahko, a ne? Tako da to je bilo ful učenje, sicer ful naporno zame na začetku, ker sem tako, ne, vse narobe delam, šit, ne, zafrknila sem, slaba sem, ne bo, ni všeč, ne vem, ful sem se sekirala, ne, tako, kaj zdaj je z mano narobe, ampak pa sem pa tako, pa nič, ne, pač jaz naredim tako, kaj jaz čutam. In se učiš ob tem, ne? In pač včasih narobe naredim in to je okej, ne. Tako, to. Mislim, zdi se mi, da je pač delo osebnega asistenta res ni enostavno. Ne? Če dava fizično v stran, ampak da pač govoriva samo o nekem čustvenem področju oziroma čustvenem involviranju, ki ga imaš v takem odnosu. Ne? In brala sem o tem, da se, pa tudi sama si preomenila, ne? Da se dosti pogosto ti asistenti menjajo pri varovancih, ki potrebujejo pač asistenco. Ne? Zakaj, po tvojem mnenju, zakaj misliš, da se to dogaja? Ja, jaz mislim predvsem, ker smo ljudje. In predstavljaj si, da še s partnerjem komi preživiš 8 ur na dan, pa živiš skupaj, pa se imaš blazno rad, pa ne vem kaj. Ja, če ti nek tujec prihaja, pa ga ti v bistvu, sej si ga tudi zbereš, recimo, sam realno v Sloveniji ni toliko ljudi, ki bi to bili pripravljeni delati. Ni dovolj plačani tak. Pa tudi pač gre za neko ful intimno, mislim, zadevo, ne, intimen odnos, tako fizično kot psihično. Tako da, ja, ne vem. Mislim, to mi je ful zanimiv aspekt, ki si ga zdaj omenila, ne? Da gre za res intimen odnos, o tem nisem razmišljala, a veš, jaz bi prej pomislila na to, da ima nekdo pač kakršenkoli drug predsodek, ali pa da mu je kaj težko. Okay. Nisem pomislila, da se more absolutno zgoditi tudi neka ta prava energija med tema dvema človekoma. Ne? Ja. Jaz sem predvsem to videla, no? Da pač sej dober. Zdaj recimo v mojem primeru smo se res zelo zbližali, kar se ponavadi ne zgodi v teh odnosih. Ponavadi je bolj na distanci vseeno hranjen osebni asistent in je res tam samo zato, da pač asistira tako. Ja. Tako da moja izkušnja je mogoče tukaj malo specifična, ker sva se res tudi na tem prijateljskem nivoju tako zelo povezale. Ampak mi je veliko tudi razlagala, da je pač ogromno menjavanja, ker enostavno ali ljudje ne znajo delati, ali nočijo delati, ali
pač se čist predolg časa lovijo in pol tudi ti nimaš potrpljenja kot uporabnik. Mislim, jaz si sploh ne predstavljam, da moraš ti vsakič znova nekoga učiti, a veš, vse te stvari, ki jih v bistvu človek sam doma dela, a ne? Pač, mislim, jaz na specifičen način pucam kopalnico ali pa na specifičen način, ne vem, si umivam lase ali pa tako in tam imaš pa neki čist novega, čist drug ritem, ki ga moraš ti popolnoma sprejeti kot osebni asistent, ker to je njegovo življenje. Ti si pa prišel v to življenje, a ne? Tako da to je, ne zmore tega vsak, definitivno. A pa si se kdaj znajdla Teja v situaciji, ne vem, kaj te je naučila, recimo oseba ima, valjda, tako kot vsi mi, lahko slab dan. Ja. Kako ravnati v takem primeru? Ker si vseeno, tako kot si omenila, v dosti intenzivnem osebnem odnosu. Ne? Ja. In seveda doma, oziroma deva reči v krogu najbližjih, ne, si veliko bolj svoboden v izražanju te svoje ali strpnosti ali pa nestrpnosti, bom rekla. No? Ampak tako v enem takem odnosu, ki je pa v bistvu deloven odnos, ne, si se kdaj znašla v tem, no, da je bilo pač, Ja, pač da je bila neka napetost, ne? seveda. Kako si šla čez to? Težko. Jaz ful težko zdržim s konfliktom, težko zdržim s tem, da nekomu nisem glih najljubša, recimo v nekem trenutku. To so tudi te meje pol zrane. In ja, včasih moraš pač biti v tišini, včasih je ta tišina neprijetna, pa še zmeri moraš ti pač iti v kopalnico skupaj, pa zrihtati stvari, pa je to pač tvoje delo. Tukaj ti ne moreš zdaj biti užaljen ali pa ne vem, zdaj pa ne bom jaz opravljal svojega dela. Sam komunikacija je mogoče mečkan drugačna. Je bolj, ne vem, če imaš konflikt, potem so stavki krajši, je sam bolj tako navodila, ni pač tega pogovora, ki je drugač, recimo, lahko zelo prisoten. Ampak tudi to je okej, glih zato, ker oseba ima lahko slab dan, pa lahko niti ni s tabo povezan, ampak sam rabiš mir, recimo. In to mora osebni asistent spoštovati, a ne? In da ni njegov slab dan pomemben, recimo. Osebni asistent, ja, pač saj imaš tudi slab dan, a ne? Ampak ti nimaš, po mojem mnenju, toliko pravice tega izražati, pa delati neko čudno energijo, ker ti si prišel v službo. In v službi pač tudi ni mišljen, da se ti grdo držiš, pa zganjaš, ne, tantrume ali kakorkoli. Prenašaš na druge svojo slabo voljo. Ja. Tako. Medtem ko ta, ki za njega pač skrbiš, pa ima pravico biti pač tako, kot mu paše, še vedno spoštljivo, ampak vseeno ima malo več svobode, po mojem. No. Spraševala sem se tudi, kako družine, recimo, kako se družine soočajo s takimi situacijami. Recimo, da se rodi otrok, ki ni, dajmo reči, zdrav, popolnoma. Ne? Ja. Pogovarjala sem se tudi s tisto deklico, ki sem jo v začetku omenila, ne? Da je pravzaprav družinam veliko lažje, če se s tem soočajo že takoj na začetku, kakor da se to zgodi kasneje. A si ti kdaj imela priložnost poznati kakšno tako družino, ki ima tako izkušnjo v katerem koli pogledu in kako oni funkcionirajo, kako v bistvu to vpliva na njihove odnose, a se zaradi tega bolj povežejo, jaz mislim, da se svašta zgodi, no? Spet je zelo odvisen od človeka do človeka, a ne? Koliko je nekdo pripravljen, definitivno so stvari bolj intenzivne. Pač tako fizično kot psihično, neka ta bližina, mislim, sploh če že od majhnega je nekdo gibalno oviran ali pa zdaj sploh, če ima še neke psihične motnje zraven, pa ne more niti komunicirati, tam je najtežje, ne? Zato ker pač težko narediš ta odnos. Ful se moraš truditi, ful časa moraš pustiti, ful moraš biti potrpežljiv. Ja, tako, vem, da starši, ki pač imajo te gibalno ovirane otroke, dejstvo je, da veliko trpijo, a ne?
in da si morajo pač ful dajati pol nekega tudi časa zase, pa delati na sebi, pa skozi, ne vem, mislim, da imajo dosti teh skupin pol, kjer so med sabo lahko podprejo in tako. Ker, ja, to je izkušnja, ki terja veliko energije. Lepe in malo manj lepe, po mojem, a ne. Sam zdaj jaz govorim kot laik in ugibam. Ja, ne kot nekdo, ki to dejansko preživlja. Ne? Ja, tako. Pa se ti je kdaj zgodilo, ko sta bili skupaj recimo v javnosti? Jaz doskrat vidim, no, v bistvu se prav potrudim, da ne umaknem pogleda, ko, ne vem, srečam neko gibalno ovirano osebo ali pa pač tako, že na pogled vidiš, da z nekom nekaj ne štima, tudi po vedenju in tako, ne. Ampak vem pa, da nam je to tako kar neka instinktivna, da se obrneš proč. Si kdaj to začutila oziroma prej, preden si se prijavljala za neko tako delo pri sebi zaznala, ali zakaj pač po tvojem mnenju ljudje tako reagiramo? Mislim, jaz iskreno še zdaj tako reagiram velikrat. Zaradi tega, ker je težko. Ker pač, če si ti empatično bitje, čutiš. Mislim, pa ne zdaj, da imajo oni kakorkoli manj vredno življenje ali pa da jim je kakorkoli, ne vem kako jim je, saj glih to je mogoče največji problem. Jaz vidim nekaj na zunaj, kar vidim so ovire, ki jih imajo in me boli. In valjda me boli, ker joj bi jim prvošla, da bi pač lahko delali vse, kar si želijo, a ne. Pa niti ne vem, saj mogoče pa delajo, a ne, spet. To je kar nek moj notranji dialog, sam. Ja, težko je, ker si jaz sama sebe ne predstavljam, da bi mene karkoli oviralo, da delam stvari, ki so mi ljube in da grem v hribe in da, ne vem, karkoli pač ne. Tako. Ful, hvala za tale odgovor. Nikoli se nisem več zares poglobila vase, zakaj težko zdržim, a ne, ta pogled. Ampak dejansko gre za to, ja. Da pač dejansko začutiš, da te zaboli. Ja. Da težko pogledaš tak prizor, ne. A vidiš, pa sem se spet nekaj novega naučila. Če se take lepe stvari učiš, to je to. Zdaj sklepam, da je bilo, kakor je bilo v bistvu to tvoje delo na nek način te je gradilo, ne, ti dajalo izkušnje, je bilo, se mi zdi, čustveno siguren, izjemno lahko naporno. Kako si ob tem poskrbela zase? A veš, kako si rekla, ok, zdaj grem pa domov in to je to. A veš, mi že z navadnim jobom, ki ga upravljamo, težko izklopiš, ne vem, kaj vse moraš še narediti. Si pa predstavljam, če pa prideš domov po enem takem delovniku, kjer pa to ni neko delo, ki bi bilo lahko končano, a ne? Ampak gre vendarle za nek odnos, za čustva. Ja. Res si težko predstavljam, kako se izklopiš, no. Kako si se luftala? Ne vem, na nek način jaz nimam toliko težav s tem, da odklopim delo. To tudi zdaj, recimo za terapijo, ne, me ful ljudi sprašuje, pa kako ti to nosiš vse? Ne nosim. Mislim, jaz, ka grem, ka ne delam, imam svoj life. Res in svoje ljudi in lahko, da sem imela kakšno situacijo recimo na delu in moram kaj vendati, kaj, ne vem, pač govoriti na mal bolj agresiven način, ne? In definitivno se tukaj nisem šparala, imela sem, mislim, moj mož zdaj ne, on je bil takrat tudi že z mano, sva midva ful veliko debatirala o tem. Imela sem vedno eno osebo ali pa dve ali pa tri, s katerimi sem se lahko res tako čist brez zadržkov pogovarjala, tudi da mi ni bilo sram reči pač karkoli, to mi je bilo pa res to pa res nisem znala, ali pa to pa mi je bilo res čuden delati, ali pa tako, da sem res bila lahko iskrena z vsemi temi občutki, ki so se pač prebujali in da nisem gojila kakršnekoli zamere pol
a ne, ker po mojem se tukaj hitro lahko razvije nek, tako da si mal pol, ne vem, da prideš na delo, pa ti gre kar na živce, pol že ta človek. Meni se je tudi to zgodilo, ne bom rekla, da se mi ni. Ampak sem imela tudi srečo, ker sem lahko veliko tudi z njo skomunicirala, ne? Ker je bil v bistvu nek varen prostor tudi za moje občutke. Zdaj ne vem, verjetno to ni v večini teh odnosov, ker je ona bila vseeno pač psihoterapeutka tudi, ne? Tako da je znala čist drugače tudi to komunikacijo voditi. Tako da jaz sej pravim, sem imela ogromno srečo in verjetno najboljšo izkušnjo, ki jo v tej situaciji lahko imaš. Kdaj pa je nastopil trenutek, ko si se odločila, da prekineš to sodelovanje oziroma da pač ne boš več tega dela opravljala? Mal potem, ko se je začela korona, v bistvu. Zakaj sem se točno odločila? Enostavno sem imela dovolj. Nisem več zmogla v bistvu teh 8 ur. Jaz tega pač, mislim, lahko delam, sam sem popolnoma nesrečna potem. In zato sem si začela iskati nekaj, kar si bom lahko mečkam bolj po svoje prilagajala po urniku in sem šla pol delati kot varuška in potem tudi že terapije so počasi se začele dogajati, tako da se mi je nekako v bistvu spontano življenje sestavljalo v drugo smer in sva midve tudi ful lepo zaključile, pač ona je itak bila tako, saj jaz sem vedela, da ti ne boš dolg tle in mi je zaželela sam tako srečno pot, hvala, ker si bila, tako veliko je bilo v bistvu sam te hvaležnosti, da sva preživele ta čas skupaj, ker sva ga in to je to, tako da. Pa dobro, se vendarle leto pa pol ni kratek čas, ne? Ja. Koliko pa običajno osebni asistenti, poznaš koga, ki upravlja to delo? Ja. Koliko časa običajno zdržijo? Mislim, običajno zdržijo. Kako sem to neumen rekla? Koliko časa zmorejo upravljati, bom rekla, to delo? Ker se mi res ne zdi enostavno, iz nobenega vidika. Zdaj, jaz vem, da eni delajo to tako tudi celo življenje, ampak veliko je takih, ki delajo recimo za svoje družinske člane. Tako da te recimo so zelo tako konsistentni, ampak je to spet čist drugačen odnos, ne? Ali pa partnerji, te, ki se poročijo pol, ali pa skupaj živijo, ali pa tako, pač partner skrbi za partnerko, to je to, ne? Imaš potem te delavce, ki pač recimo sam pridejo probat, pa so tako, jaz tega ne morem. Veliko je takih, kot sem jaz, ki pač so kakšno leto, 2, pa potem pač se izobrazijo v nek drug poklic ali pa kakorkoli. Zdaj, ena punca, ki je delala tudi pri tej, sta pa dejansko kar dolg časa bile skupaj, že prej, preden sem jaz prišla, pa tudi pol, ko sem jaz šla. Zdaj se bom zlagala, ampak po mojem zihar 6 let ali pa kaj tazga, da sta že zdaj bile. Ne vem, če sta zdaj še, ampak ja. Mislim, da če se zelo zaštekaš z osebo, da pol lažji ostaneš, ker je to pač nek odnos, ki ima samo še zraven pač neka specifična opravila, recimo. Tako da, ja, na ta način. Nekdo pa, ki to sam kot delo jemlje, pa ne vem. Jaz osebno si ne predstavljam, da bi v bistvu lahko to jemala samo kot tako. Kot delo. Kot, ja, opravim pa grem, ampak taka sem jaz, a ne, jaz rabim odnos. Nujno. Stik. Sva že 2. Ja. Tako da, ja, tako bi rekla. Pa bi recimo, če bi te, ne vem, prijateljica vprašala, a misliš, da bi se izprijavila na to delovno mesto, bi priporočila to izkušnjo vsakomur oziroma komu je ne bi priporočila? Priporočila bi vsakmu, ki zavestno dela na sebi in mislim, da ti ta izkušnja da srečanje z enimi temnimi deli sebe, na katerih lahko pol še bolj gradiš, se razvijaš. In seveda priporočila bi tistim, ki so empatični in ljubeči in ki jim to ne bi bilo ogabno ali pa pač odveč ali pa, ja, da bi tam neke slabe občutke zganjali. Se mi zdi, da človek, ki to dela, mora biti pač res tako človek z velikim Č, da je empatičen, da hoče poskrbeti za človeka, da si želi, da ima ta čut.
In tisti, ki ga nimajo, tega ne bi priporočila. Zato, ker se mi zdi, da več škode lahko naredijo potem temu, s katerim bi delali, kakor pa da se bojo zdaj oni neki razsvetlili v tej izkušnji. To zelo, zelo dvomim, da bi se zgodili. Ampak ja. Kakšen je pa po tej izkušnji tvoj pogled na zdrave noge, roke, glavo, Ja, veliko ene hvaležnosti. telo, v Veliko. kakršnikoli obliki? Hvaležnost. Ja, jaz sem tudi dejansko, ko sem nehala, zdaj sem šele to povezala, ful zanimivo. Wow. Torej, ko sem nehala delati, jaz sem potem dobila korono tudi takrat 2020 in v tem po koroni, ko sem jo prebolela, sem jaz začela drugače gledati na svoje telo. Tako da je kar vse skupaj malo povezano očitno, ampak od takrat naprej sem jaz končno začela res imeti rada svoje telo, tudi v bistvu ko sem se pogledala v ogledalo, sem bila tako, wow, pač taka ženska sem si vedno želela biti. In tudi s hrano sem nehala imeti težave, ker sem jih prej ful imela. In začela tako z neko ljubeznijo gledati, pa ne samo na roke pa noge, ampak tako na trebušček, na kožo, na obraz, vse tako, ne vem, meni je bilo vse to skupaj eno tako darilo, ki sem ga rabila, da se je pač ta odnos do mene ljubeč lahko razvil. Tako da, po mojem, je to zelo povezan tudi s to izkušnjo. Wow. To me je zdaj seveda napeljalo na misel, koliko nas je takih, ki zares težko sprejmemo svoje telo. Oziroma, če se jaz spomnim svojih najstniških let, kaj vse mi ni bilo všeč na mojem telesu. O moj bog. Pa si danes rečem, ojoj. Ja, Ampak pač, a ni to, pa nič ti ne manjka, ne? Nič ti ne manjka, ampak kar en fokus daš na, ne vem, noga številka 41, what? Ne? ja, Zakaj? Mislim, ampak to je ena izmed takih situacij, recimo, jaz sem imela ful težav s tem, da sem sprejela, recimo, ne vem, določene dele svojega telesa. pa tiste, ki so ti res definirani, da pač jih ne moreš zares spreminjati. Točen ne. to, ja. Točen to. Ti pač ne moreš iti nog operirati, da bojo malo manjše, ne? Ja. Mislim, lahko probaš, ampak Ja, no. ne. Ful lepota, ja. Zdaj razmišljam, če imam še kakšno vprašanje, ker se je toliko enih drugih stvari zraven odprl, ampak se skušam držati tega, kamor sva šli, ampak se bom vseeno vrnila nazaj na to telo, ker se mi zdi škoda spustiti ta moment. Omenila si tudi, da si drugače začela gledati na odnos s hrano v povezavi s telesom. Ja. Kaj to pomeni? Ja, tako prej sem zelo preračunavala, imela veliko krivde, tudi tako prenažiranje, bruhanje, zelo tako agresiven odnos do sebe in potem takrat, ko je bilo slabo, pač kar vse pozabiti, pa je vsem, pa nima veze, pa spet krivda, koliko sem slaba, koliko pač te stavki, ki se ti pol kar rolajo po glavi in tako, pač si grd do sebe. Najbolj od vsega, kar je. Ker si najlažje, najbolj grd sam sabo. Ja. Ne? Ja. Ja, definitivno. Žalost, mislim. Pač, ja, mislim, sploh če si tak, da ne, spet perfekcionist, recimo, se mi zdi, da se kar pač malo naslajaš pol na ta status. No, zdaj pa jaz sem pa taka perfekcionistka in vse vidim in vse estetsko ocenjujem in pol sem ful, kako se reče, obsojujoča v bistvu do vseh okrog sebe, ampak v resnici je pa to vse na noter. In ja, pač pol je odnos s hrano tako. Hrana je sovražnica, ne, zaradi tega, ker jaz sem odvisna od nje, ampak v bistvu mi pa ful škoduje, ker pa pol debela in ne vem kaj. In to je bil boj, a ne, tako, vsakodnevni boj. In pol, pa ne bom zdaj rekla, da je bilo kar naenkrat, ker sem pač veliko delala na tem, ne, tudi v terapiji svoji in tako. Ampak ja, takrat se je pa zgodil, se mi zdi prav en tak klik, ker sem na tako, dej posluši se, telo ve, kaj rab. Pač nehi ti z glavo determinirati, kva bi mogla, kako bi mogla. Sam
sam spust pa začut, kaj rabiš. To. In kaj je rabilo telo, kaj si ugotovila? Ful ene nežnosti, ful enega božanja, ful ene pozornosti, fizične, psihične, tako sam biti, sam obstajati in v bistvu jaz ful s tem dotikom, tako do same sebe delam, ker sem videla, da včasih, a veš, tudi tako od partnerja hočeš nekaj zahtevati, zdaj pa je sraven pozornost, zakaj sem, ne, in to ni ta prava ljubezen. Jaz sem se pol zavedala, jaz si sama sebi lahko dam to, kar moje telo rab. Noben drug mi ne more tega servirati, ne. In sem začela prav tako raziskovati, kaj se zgodi, če to naredim, kaj se zgodi, če to naredim, pa se toplo počutim, pa me to poboža, In čist prek tega prakse sem šla raziskovati. Dobar. Ja. Joj. Se ti odpirajo? Ja, ful se mi odpirajo. Ampak bova pol končali. Lahko še kdaj kakšen podcast. Ja, absolutno. Bi naju čisto odpeljali drugam. Ampak ta dotik, je res toliko zelo pomemben. Ja. In ga res toliko zelo iščemo od zunija, ne vem, da bi si ga dali sami. A si kdaj preizkusila telesno psihoterapijo? Ne. Do tega pa sploh še nisem prišla, ker sem imela vedno ful odpor delati s telesom v psihoterapiji. Šla sem na kakšne delavnice, take bolj plesne, gibalne, v tem smislu to mi je ful pasalo, ker je ful svobode tam, pa lahko res si ful sam sabo. V povezavi z terapeutom prav, da bi jaz šla tako raziskovati, to pa tudi zdaj v bistvu ne čutim tega, da bi jaz na ta način šla. Mogoče bom kdaj delala na ta način, možnosti so odprte, ampak tako zase, pa jaz ful bolj v terapiji rabim pogovor in globino pogovora in naj ta dotik in vse to ostane zaenkrat tako prmen zame in sem tako zadovoljna s tem. Bo pa pol še kakšno rekla v tej telesni psihoterapiji. Eno kolegico imam, ki pa hodi in je navdušena, ker pravi, da ni veliko govorjenja, da predvsem moš čutiti telo, ko se neka tema odpira, ki v telesu kaj čutiš. Tako da me kar mal mika to, za sprobati je nujno vse, ker samo tako vemo, kaj nam zares paše. Ta čudovit pogovor smo imeli. Žal mi je, da sem si ga zadala tako ozko. Ampak naju čaka pa še eno vprašanje, to je zadnje vprašanje, ki je vedno isto, tako kot prvo. In sicer, če bi Teja lahko podoživela še enkrat en trenutek v življenju, v celoti. V celoti, tazga, kaj je bil. Kam bi te odnesel? Ja, mene vedno v isti trenutek odnese. Mislim, da sem bila stara 3-4 leta in spomnim se zelo jasno tega sprehoda. Smo šli z mami in očjem v Retečah, kjer smo takrat živeli in je bil ta travnik poln rož. In jaz sem tam tekla gor pa dol in pela in plesala in takrat sem res čutila, da vse čebelice so z mano in vsi metuljčki plešejo in vse veter poje. Tako, jaz se tega trenutka spomnim kot tako najbolj pristnega trenutka, ko sem bila jaz res jaz. In zdaj, ko se iščem pa delam na sebi, je to trenutek, ki ga ves čas imam za tak kor spomin, na katerega se vedno zanesem, ker sem tako, kje je zdaj Teja? Kje je Teja? Kdo je Teja? In tisto občutek iz tega spomina me vedno pripelje nazaj. Tako da to bi šla še enkrat podoživeti, da bi bil ta občutek še močnejši. Torej, če prav razumem, si se takrat najbolj počutila celo oziroma eno z vsem. Ja, točno to. Ja. Eno z vsem. Tako življenje je vse in jaz sem življenje.
Najlepša hvala, Teja. Ja, hvala tebi.